Če se tudi ti kdaj zalotiš z mislijo, da nisi dovolj, da bi lahko še več, da obstaja boljše, morda se celo primerjaš z drugimi, morda se ti vsi, ki jih spremljaš mogoče na Facebooku ali pa Instagramu, zdijo brez napak. Ali pa si morda govoriš, da nisi influencer oziroma influencerka, ali pa da je tvoja mailing lista premajhna, da bi se sploh česa lotil oziroma lotila. Če je tvoj odgovor vsaj na eno izmed teh vprašanj da, potem te vabim, da prisluhneš temu podcastu in v komentarju spodaj zapišeš, katera misel te najbolj preganja. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moji poslovni poti in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to s spletno stranjo ali brandom, ki bosta avtomatsko pridobivala nove stranke ali z avtomatizacijo poslovnih procesov. Ok, dajva najprej globoko vdihniti in izdihniti. Vse je ok. Dovolj si točno takšna, kot si v tem trenutku. Dovolj znanja imaš točno v tem trenutku. Dovolj nagrad, certifikatov, tečajev imaš v tem trenutku. Dovolj si. A to potem pomeni, da se ne rabiš več nikoli izobraževati, izboljševati, piliti in tako naprej? Seveda ne. Ampak moraš pa se zavedati, da v tem trenutku obstajajo ljudje, ki so vsaj stopničko za tabo in rabijo točno tvojo pomoč. In zavedati se moraš, da bodo zmeraj obstajali tudi podjetniki, podjetnice, ki imajo morda boljšo ponudbo, več izkušenj, boljše strategije. In na to lahko gledaš kot priložnost, da se izboljšuješ, da rasteš in napreduješ. Če se ti morda zdi, da so vsi, ki jih spremljaš online, precej popolni in jim vse teče gladko, verjemi, da v 100% ni čisto tako. Morda vidiš samo eno stran zgodbe in s tem ne mislim, da ne morejo biti fantastični, ampak precej želim te opomniti, da popolna je edino nepopolnost. In če zmeraj strmimo k popolnosti, torej k nečemu, kar ne obstaja, si lahko naredimo našo pot veliko bolj neprijetno in to čisto po nepotrebnem. Namesto tega se dajmo raje učiti drug od drugega, delimo izkušnje drug z drugim, pomagajmo si, spodbujajmo drug drugega, namesto da se spodbijamo, dajmo se povezovati, in skupaj graditi naš planet, skupaj graditi naš posel. Velikokrat slišim od podjetnikov, od podjetnic, da ni treba, da se ukvarjajo s spletno stranjo, ne ustvarjajo vsebin za družabna omrežja, za mail, ker pač imajo premalo občinstva in se jim ne splača. Da ne rabijo optimizirati svojih procesov, ker zmorejo vse narediti sami in ročno, torej brez avtomatizacije. Da ne potrebujejo strategij, ker imajo premalo občinstva. In še bi lahko naštevala. Ampak ne gre tako. Pričakovati, da bo najprej veliko povpraševanje in potem se bo ukvarjali z spletno stranjo, z optimizacijo procesov, strategijami, je v bistvu ravno obratna pot. Vse te stvari te namreč podprejo pri grajenju skupnosti, pri grajenju biznisa, posla in najprej potrebuješ temelje in dobro postavljen posel, da potem sploh zmoreš in sfolgaš poservirati večji naval, ko pride. In tukaj je potrebno spremeniti samo mindset, miselnost, prepričanja. Zavedati in opomniti se je treba, da si dovolj točno v tem trenutku, točno zdaj lahko pomagaš tistim, ki te najbolj potrebujejo. Ti dam še en primer, da bo bolj razumljivo. Vzamimo za primer poslovni coaching ali pa neko mentorstvo. Če si na začetku poti, ti bo lahko zelo koristil mentor, ki morda ne sodeluje samo z milijonarji. In morda je to mentor, ki je nekaj stopničk pred tabo. Mogoče je ta mentor boljša izbira. In pri tem drugem mentorju, torej kjer le nekaj stopničk pred tabo, je lahko ta prednost, da te bo tak mentor veliko bolje razumel, kot na primer mentor, ki dela samo z milijonarji in je bil na tvoji stopni, kjer si pač ti zdaj, mogoče pred 20 ali pa 30 leti. In veliko lažje
se bo ta mentor, ki je nekaj stopničk samo pred tabo, vživel v tvojo situacijo, razumel te, razumel tvoje miselne procese, tvoje ovire in ti bo za tega lahko tudi veliko bolj pomagal. In to pomeni tudi to, da lahko s takim mentorjem tudi skupaj rasteta in se razvijata. In enako je v poslu. Tudi ti lahko pomagaš nekomu, ki je mogoče samo nekaj stopničk za tabo in mu tako maksimalno pomagaš. Zato poskrbi za svoje idealne stranke in si zaupaj, da si dovolj zdaj. Me pa zanima, te kdaj prešine ta misel, da nisi dovolj? Vesela bom tvojega komentarja spodaj ali pa če mi zapišeš na družabnih omrežjih. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.